Te dni je bila glavna tema ljudi, ki ne vejo, o čem se pogovarjali, Nova Ljubljanska banka. Nismo se mogli zmeniti, a jo bomo prodali in za koliko. No, naš Miro je bil zadolžen za to, da oceni vrednost banke. Ker je to zelo delikatna zadeva, je verjetno okoli sebe zbral same, ne vem, ekonomiste, bančnike, eksperte. 7 pravnikov, 2 organizatorja dela, 2 agronoma, veterinar, sociologinja, režiser, profesorica tujih jezikov. Med ekipo, kjer ima le manjšina izkušnja iz gospodarstva, je ekonomistka samo ministrica za zdravje. Poleg agronoma, veterinarja, sociologa in režiserja v vrednosti NLB odločajo tudi en frizer, en poštar, en zelenjavar, en kovač, konjakuje, koliko evrov potrebuje, 1, 2, 3, pa povej število ti, ki nimaš pojma o ekonomiji, pa si slučajno v vladi. Miran, a bi še tvojega psa vprašal? No, ampak saj vemo, da Cerarjeva banda NLB-ja noče prodati, ker za nje ne bi dobili 1,5 milijarde evrov. Zakaj ta cifra? Ker smo toliko zmetali vanjo leta 2013. Alenka Bratušek pa je takrat v Bruslu obljubila, da bomo nesrečno banko tokrat pa prav zares prodali. Cerar jo je hotel vprašati, zakaj takšne stvari obljublja, pa se ni mogel spomniti, kdo je to Alenka Bratušek. Vemo pa, kdo je ful jezen, ker NLB ne bomo prodali. Finančministrica je bila namreč edina vladi prepričana, da bi morali banko prodati zdaj. Verjetno je to prišepnilo vesolje na kakšni seansi pri Dragotinu Barušiču. Izvanzemalskemu bitju. Mateja, a ti je beli mag kaj prišepnil v banki? Ti je dal kakšno čarobno kroglo, da bi videl prihodnost? Nimam čarobne krogle, kamor bi progledala, kakšna bo prihodnost. Je bi ga sad, Mateja. Kaj ti pomaga pol bok iz Zagreba, če še ne čarobne kugle ne more zrihtati? Glejte, za vas ne vem, ampak NLB je še ena taka tema, kjer več, ko slišim o njej, manj jo razumem. Zato je idealen čas, da v okence na desni povabim strokovnjaka za banke in danke in diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Pozdravljeni, gospod Novak. Hvala, Jezus. Evo. Zdaj, a ni čudno, da vedno, ko potrebujem strokovnjaka za nekaj, pošljejo vas? Ja, skoraj tako čudno kot dejstvo, da poleg vas ni želel vodenja te levičarske oddaje prevzeti nihče drug kot vi. To bom preslišal, gospod Novak. Dajte nam povedati, zakaj se Cerar in njegova vlada tako obirajo, ko gre za prodajo NLB? Poglejte, gospod Godler, jaz bi raje govoril o predsedniških volitvah. Ampak o tem smo govorili prejšnji teden. Danes me zanima NLB. Zakaj recimo o ceni banke odločajo ljudje, ki niso kvalificirani za to? Poglejte, NLB-ja ne more rešiti več niti vsemogočni. Medtem, ko je za jesenske volitve pa še neki možnosti. Zakaj? Danes ste strokovnjak za banke in tema je NLB. Gospod Godler, veste kaj? Dajte počakajte en trenutek, pridem k vam, sam trenutek. Kam greš? Kam k meni? A niste na Trgu Republike dobesedno? Veste, kaj se dogaja? Gospod Novak, jaz ne, kaj se dogaja, spoštovana publika. Hvala, Jezus, dobri ljudje. Janez Novak. A bi odstopili, prav, sem malo ostal čist mačkan. No, hvala lepa, sem mačkan. Ja, lahko. Minutko, poslušajte, minutko. Kaj boste zdaj? Kje je kamera? V katero kamero moram gledati? Saj imamo samo eno kamero, tole. Aha. A boste sam? Ja, hvala lepa, ja. Torej, dobri ljudje Slovenije. Poglejte, jeseni bodo predsedniške volitve, zato vas prosim za Boga milega, ukrepajte, preden bo prepozno. Samo poglejmo ta obupen nabor kandidatov. Milan Jazbec, diplomirani novinar,
Na FDV, ki je leglo komunajzerske ideologije. FDV, ki zastruplja našo mladež od pamti veka. In potem je tukaj kdo? Žiga Papež. Še en burkač. Še en burkač, ki pravi, da bo Sloveniji vrnil nasmeh. Mi ne potrebujemo še več nasmeha, ampak verodostojnega voditelja, na katerega bodo državljani ponosni. Koga imamo še? Marjan Šarec, še en klovn. Mar je Borut Pahor funkcijo predsednika republike res pripeljal do te točke, da jo jemljemo samo še kot veliko šalo? Zato imam, dragi slovenski narod, teh komikov poln kufer. Čas je za kredibilnega in zanesljivega kandidata, ki bo to funkcijo jemal resno. Zato tukaj in zdaj pred vami vsemi napovedujem svojo kandidaturo na predsedniških volitvah 2017. Poglejte, čas je za resnega kandidata, ki bo vse skupaj jemal resno. Kako resno me vprašate? Tako resno, da sem že posnel prvi predvolilni spot. Še kdo pogreša čase, ko so ljudje delali? Še kdo pogreša čase, ko so bili politiki pošteni? Še kdo pogreša Slovenijo? Hvaljen Jezus, Slovenija. Sem Janez Ivan Novak, diplomirani Slovenec, domoljub in patriot. Za razliko od ostalih kandidatov nisem politik. Sem klen Slovenec, rojen na kmetiji. Moj oče je bil preprost kmet, moja mama pa članica upravnega odbora ene od največjih bank. Vse nam hočejo privatizirati? Prav. Imigranti? O tem raje ne bom govoril. Sprava? Pa tako, no. Poglejte, Slovenijo hočem vrniti v tiste veličastne čase, ko smo še vedeli, kdo smo Slovenci. V tisti kratek trenutek, ko ni bilo več Jugoslavije in ko Slovenija še ni bila skorumpirana. Slovenija, vrniti vas hočem v leto 1991 na 25. junij ob 16:04. Če mi izvolite za predsednika republike, se bom zavzemal za 4 stvari. Prvič, zakonom predpisano domoljubje. Drugič, odpis dolgov tistim, ki ponosno rojevajo domoljubne Slovence. Tretjič, prenos dolgov na tiste, ki imajo stalno prebivališče v Murglah. In četrtič, razno. Slovenija, čas je, da vam razjasnim vreme, da razpiham smrad, ki ga je za seboj pustil dvorni noček, da končno posveti rumeno sonce na modrem nebu, ker imam pokvarjencev do tu. Prebudi se, Slovenija! Čas je za Janeza Ivana Novaka, čas je za Slovenijo! Sem Janez Ivan Novak in ta spot mi je naredil moj sin. Bog daj! Tako, dragi Slovenci, doslej ste imeli na izbiro samo dvorne norce, ki mislijo, da se predsednikovanje konča na Instagramu ali pa na 1 gramu. In tega je dovolj.
čas je, da Slovenci lahko ponosno rečemo: Janez Ivan Novak, moj predsednik. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!